Definicija, opredeljena v pravilniku o prehranskih dopolnilih, je taka. Prehranska dopolnila so živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano, so koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom. Prehranska dopolnila se dajejo v promet le kot predpakirana živila v obliki kapsul ali pastil, tablet, v vrečkah s praškom, ampulah s tekočino ali v kapalnih stekleničkah, ki so oblikovane tako, da se jih lahko uživa v odmerjenih majhnih količinskih enotah. Največkrat uporabljene sestavine v prehranskih dopolnilih so vitamini, minerali ter rastline in njihovi izvlečki. Vsebujejo lahko tudi aminokisline, maščobne kisline, vlaknine in mikroorganizme, pa tudi druge snovi, če je njihova varnost v prehrani znanstveno utemeljena. Prehranska dopolnila ne smejo vsebovati snovi, ki bi lahko škodljivo vplivale na zdravje ljudi ob dnevnem odmerku. Dopolnilom in njihovim sestavinam proizvajalci in prodajalci ne smejo pripisovati zdravilnih učinkov, niti jih predstavljati kot zdravila. Potrošniki od njih ne morejo pričakovati vpliva na izboljšanje bolezni in bolezenskih stanj. Z uveljavitvijo novega pravilnika o prehranskih dopolnilih leta 2013 je bil ukinjen postopek prve prijave, kar pomeni, da Ministrstvo za zdravje od takrat ne sprejema več prvih prijav za prehranska dopolnila in ne vodi seznama prehranskih dopolnil, ki so na trgu v Sloveniji. Po podatkih podjetja Respons, ki vodi bazo podatkov, je ta trenutek na slovenskem trgu okoli 6600 takih izdelkov. Ne glede na to pa za prehranska dopolnila velja krovna živilska zakonodaja, ki določa, da morajo biti vsa prehranska dopolnila na trgu varna za uživanje. To pomeni, da živila ne smejo vsebovati snovi v taki obliki in količini, ki bi predstavljala tveganje za zdravje ljudi. Vsem, ki bi ob jemanju prehranskih dopolnil opazili kakršnekoli neželene učinke, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja svetuje posvet pri zdravniku in izpolnitev obrazca, s katerim lahko v okviru povezave Nutrivigilanca prispevajo k opozarjanju na morebitne škodljive ali neželene učinke prehranskih dopolnil.